Misijonstvo danes je povsem drugačno, gotovo v tretjem svetu, ker misionarji so že zgradili domačo cerkev. Navadno so tudi škofje že domačini, v glavnem v vseh deželah sveta je še nekaj misijonskega dela gotovo povsod, ampak smo pripravili, da se je gradila domača cerkev. To je bilo delo v nekaj dveh zadnjih stoletjih gotovo. Danes je pa ta misijonska zavest predvsem drugačna. Predvsem je naša živa cerkev v nedeljskih mašah, kjer se to občestvo misijonih zbira in v maši je tudi navzoči so vsi kulturni vidiki življenja, se poživljajo, torej domača cerkev zaživi, tista občestvo v eni podružnici, ki jo imam zdaj v mislih, tam v misijonih, zaživi ob nedeljski maši, torej nedeljskem bogoslužju, kjer se pleše, kjer se pogovarja, kjer se srečuje, kjer se delijo zakramenti. Vse to je živa cerkev danes v misijonu. Ko se nov misionar, ko pride v to deželo, se mora vključiti, integrirati, kot pravimo z moderno novo besedo, torej sprejme tudi del tele njihovega izročila, ga priliči na Jezusov evangelij in zaživi to novo realnost. To je torej delo novega misionarja gotovo popestreno s pridobitvami tudi mass medija, kot pravimo, tehle, kar nam je dala televizija, tudi računalnik, ki počasi že predira v te afriške dežele, druge dežele sveta, ampak na ta način, da smo izzvani tudi s tem, da posredujemo temu človeku, ki postaja vedno bolj človek mass medija, torej modernih tehničnih pridobitev, elektronskih pridobitev, da tudi to vključimo v naše vsakdanje delo, delo oznanjevanja, ki je podobno, pravim, kot podobno delo vaših katehistov in tudi duhovnikov.